Hvala lepa, Taja. Ja, jaz si bom tole poskušala urediti, da bom lahko šerala screen, tako da lepo pozdravljeni. Veseli me, da vam lahko danes predstavim študijski program Trajnostno grajeno okolje, in sicer magistrski študijski program, ki ga izvajamo na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Tako kot je Taja izpostavila, bi si želela dialoga, tako da upam, da se boste opogumili in tudi dali neposredno vprašanja, tako da jaz bom šla čez predstavitev, tako da dobite občutek o programu in kako ga izvajamo, potem pa bo seveda na voljo tudi čas za vprašanja, oziroma ste dobrodošli, da me zmotite tudi med predstavitvijo. Kaj v bistvu je program Trajnostno grajeno okolje, s kratico ga imenujemo TGO, in nekako povezuje 4 področja: gradnjo, bivalno okolje, raziskovanje materialov in pa trajnost. Lahko bi tudi nekako z enim stavkom rekli, da gre za rabo obnovljivih materialov v gradbeništvu. Seveda pa gremo izven okvirjev samo nekih tehnologij in pa inženirskih znanj, ampak tudi vključujemo arhitekturo kot tudi samo bivalno okolje, in sicer vsebine preučevanja vpliva zgradb na ljudi, na njihovo okrevanje po stresu, produktivnost in tudi fizično zdravje nasploh. Same raziskave materialov pa nekako se dotikamo v 2 nekako konceptih. Eno je materiali, ki so na voljo, ki so na trgu, drugo pa je razmišljanje v smeri kreiranja novih materialov, kar je predvsem v današnjem svetu, ko poskušamo implementirati krožno gospodarstvo in kako iz odpadkov narediti nekaj koristnega, nekaj uporabnega, oziroma odpadek uporabiti kot surovino. Tako da tudi na to študente pripravljamo, in sicer kako kompozite lahko izdeljujemo, kako karakterizirati lastnosti. Predvsem pa ne smemo pozabiti, da je ključno, da se človek oziroma družba vključi v ta del raziskovanja oziroma kreiranja novih materialov. Trajnost ali vrednotenje okoljskih vplivov, minimalni vplivi na okolje, zniževanje emisij, to je pa danes tisto, kar seveda se vsi skupaj soočamo s tem. Nedavno je tudi Evropska komisija opredelila pomembnost rabe organskih materialov v grajenem okolju z namenom zniževanja emisij do leta 2050 za 55%. Tako da študijski program Trajnostno grajeno okolje še dodatno pridobiva na pomembnosti, saj se bomo morali kot družba nekako soočiti z izzivom, kako v grajeno okolje pripeljati čim več, ali lahko rečemo organskih materialov, lahko rečemo obnovljivih materialov, z bolj preprosto besedo, ker pa oboje tudi vključuje v Sloveniji mogoče najbolj pomemben obnovljivi material, pa je les. Primeri nekako zaposlitve študentov po zaključku študija so recimo v gradbeništvu, predvsem mogoče za lesene konstrukcije, kot inženirji, potem analiza zgradb za certificiranje ali pa akreditacijo, potem neki večji oddelki velikih gradbenih ali pa proizvodnih podjetij. Bi pa izpostavila, predvsem pa tudi glede na to, da sem povedala, da se tudi želimo študente pripraviti na kreiranje novih materialov, pa je brez dvoma študent po zaključku študija sposoben nadaljevati samostojno raziskovalno pot v okviru doktorskih študijskih programov ali raziskovalca nasploh. Poudarek je na definiranju in kako nekako se lotiti samega grajenega okolja z vidika preučevanja lastnosti materialov, kot tudi samih stavb.
in sicer, da je študent sposoben nekako samostojno načrtovati, lahko rečemo, eksperimente oziroma študije, s čimer se vsakdo srečuje potem tako, če je raziskovalec ali pa če je v gospodarstvu, ko je soočen z izzivi v podjetju. Sam predmetnik je oblikovan na podlagi priporočil strokovnjakov iz celega sveta. Predvsem bi tu izpostavila, da si želimo skreirati magistranta, ki ni zaposljiv zgolj v Sloveniji, ampak v celotni Evropi in tudi širše. Tako da v samem študiju zato tudi že študente vključujemo v raziskovalne projekte, ki jih izvajamo na Univerzi na Primorskem in pa tudi na raziskovalnem inštitutu InnoRenew, ki je tesno povezan z Univerzo na Primorskem, predvsem v projekte, kjer je dejansko tesna povezanost tudi z gospodarstvom. In to ne zgolj na nacionalni ravni, ampak tudi mednarodni ravni. Delo samih študentov poteka ali v okviru predmetov pri določenih projektih ali pa v okviru študentskega dela, seveda odvisno tudi od interesa študentov. Brez dvoma pa je moč se v času študija tudi preizkusiti in ugotoviti, katere vsebine, ali so to tiste, ki so bolj aplikativne in ki so zelo tesno v sodelovanju z gospodarstvom, kar nekako študentu da možnost se odločiti, ali želi iti v gospodarstvo ali bi si želel pač nadaljevati svojo pot kot raziskovalec v akademski sferi. Veliko si pač prizadevamo, da je praktičnega znanja, pravi dela tudi v laboratoriju. Seveda v preteklem letu nam je ponagajal COVID, ampak kljub vsemu smo se potrudili, da so študentje imeli moč se izkusiti in učiti preko neposrednega dela v laboratorijih, predvsem tudi preko sodelovanja pri raziskovalnih projektih. Kaj nas nekako razlikuje od ostalih? Jaz bi ravno to izpostavila, da ni zgolj predavanje v predavalnici, ampak dejansko je spoznavanje vsebin, pridobivanje znanj in izkušenj preko sodelovanja v realnih raziskovalnih projektih in pa z neposrednim delom v laboratorijih. Predmeti so na voljo v angleščini in slovenščini, predavatelji so iz celega sveta, ZDA, Češke, Poljske, Tasmanije, Nemčije in še bi lahko naštevali, kar pa seveda tudi pomeni, da je veliko predavanj v angleščini v primeru potrebe študenta, po slovenskem izvajanju pa seveda to tudi zagotovimo. Ker pa sem že prej izpostavila, pa želimo, da si študentje v času študija pridobijo tudi besedni zaklad v angleškem jeziku in s tem odprejo v bistvu vrata v svet in nekako se ne omejujejo zgolj na nacionalni prostor, kar seveda upam, da ne predstavlja bariero, ampak želim pa pač odkrito povedati, da si želimo, da študentje si v času študija pridobijo mednarodno izkušnjo in pa seveda da znajo tudi na področju komunicirati v angleškem jeziku. Ena izmed posebnosti mogoče, vsaj za naš slovenski prostor je, da v sodelovanju z Oregon State University iz ZDA organiziramo poletne šole, in sicer pridejo študentje iz Amerike za 14 dni k nam, naši študentje se jim pridružijo in 14 dni, vsake 2 leti to izvajamo, potujemo po Sloveniji, Italiji, Švici, Avstriji, nekoliko spreminjamo vsakokrat samo pot, ampak gre za spoznavanje tako nekih arhitekturnih presežkov kot inovativnih projektov rabe obnovljivih materialov ali
lesa in pa seveda tudi različne proizvodnje v teh državah, ki sem jih naštela. Tu na tem linku je nekaj videov iz teh poletnih šol. Ena izmed, oziroma leta 2019, smo jo poimenovali Alpine Europe Innovation in the Circular Economy, pravi nek poudarek v sami poletni šoli je bilo krožno gospodarstvo in pa inovacije v krožnem gospodarstvu v naši regiji. Študentje si za udeležbo na sami poletni šoli pridobijo 6 kreditnih točk. Zdaj, v bistvu sem tole že povedala, tako da bi izpostavila, da je bil namen, da naredimo letos naslednjo, ker pa nam je ponagajala situacija v svetu, bomo pa to izvedli naslednje leto, tako da tudi študenti, ki se boste vpisali v oktobru, boste imeli priložnost na tej poletni šoli sodelovati. Gre poleg tega izkustvenega nekako spoznavanja različnih držav in pa gospodarstva, tudi do zelo pomembne izkušnje nekako spoznavanja druge kulture. In sicer se 14 dni dejansko z Američani povežete in z njimi nekako dojemate to novo skupaj, in seveda je mogoče tisto, kar se pa osredotočila še na predmetnik. Sicer v prvem letniku imamo matematiko, inženirsko gradbeno fiziko, materiali v gradbeništvu, lesarstvo, obnovljivi materiali in les v gradbeništvu, statistika, lesni kompoziti, vrednostna veriga gozdnih proizvodov, energetska simulacija stavb in pa en notranje izbirni predmet. Kot sami, če samo pogledamo predmetnik, nekako združujejo vsebine gradbeništva in pa lesarstva na najrazličnejših nivojih in seveda se vedno tudi potrudimo, da glede na izobrazbo na prvi stopnji potem damo študentu možnost, da se, ali recimo, če prihaja iz gradbeništva, da se na področju lesarstva bolj osredotoči oziroma poskrbimo, da dovoljšne znanje lahko pridobi v tem prvem letniku, da je enakovreden nekomu, ki je na prvi stopnji zaključil lesarstvo. In obratno, seveda so pač lahko študentje iz strani strojništva ali elektrotehnike, povsod, kjer so recimo dovoljšna tehnična in inženirska znanja pridobljena, arhitekti brez dvoma tudi popolnoma sposobni vse predmete osvojiti v prvem letniku. V drugem letniku imamo potem načrtovanje energijsko učinkovitih stavb, projektiranje in analizo lesenih konstrukcij, trajnostna in restorativna okolja. Tukaj so to vsebine preučevanja vpliva okolja na zdravje ljudi. Potem imamo pa še en zunanje ali notranje izbirni predmet in eden zunanji izbirni predmet in pa samo magistrsko delo, ki ga v večini primerov povežemo z nekim potekajočim projektom, tako da študent dejansko lahko samo magistrsko delo izvaja tudi za določen projekt in da dobijo občutek, kako je dejansko delati v raziskovalnem prostoru. Potem med izbirnimi predmeti so energijska prenova stavb, ergonomija in grajeno okolje, tisti, ki se bolj osredotoča na zdravje, recimo ljudi v grajenem okolju. Potem je nedestruktivno testiranje, se pravi, tu gre za testiranje določenih lastnosti materialov na način, da jih ne zrušimo. Potem sodobna zgodovina trajnostne arhitekture, trženje lesnih proizvodov, industrijska ekologija predelave lesa, osnove inovacije in kreativnosti, potem napredni gradbeni proizvodi, konstrukcijski sistemi lesene gradnje, sonaravna geotehnika in reciklirani odpadki
v gradbeništvu. Same izbirne predmete se nekako določi skupaj z koordinatorjem študijskega programa in pa predvsem navadno že v prvem letniku poskušamo z študenti nekako ugotoviti, katere so tista področja, ki jih bolj zanimajo in da potem tudi v izbirni predmet izberemo skupaj na način, da lahko prispeva oziroma je študentu lažje izdelati potem magistrsko nalogo. Tako, to je bilo na kratko, zdaj pa seveda sem na voljo za vprašanja. Če kako vprašanje? Živjo. Živjo. Se slišimo? Živjo. Mene pa samo zanima, kaj bi bila recimo ena od glavnih razlik med slovenskim in angleškim programom. Zdaj bom zelo odkrito povedala, da vsakokrat na začetku slovenske študente vprašamo, ali so pripravljeni se združiti z angleškimi. In potem seveda pomeni, da ni nobene razlike. Tako da seveda pač poskrbimo, da pomagamo, če je slučajno težava pri kakšnem izrazoslovju ali pa pač jezik na splošno. Sicer pa zaenkrat bom odkrito povedala, da so se vsi odločili, da so se pridružili angleški izvedbi, tako da dejansko je to na koncu potem enako. Isti predavatelji, tudi pač predavatelji, recimo, ki so tujci, nosilci predmetov, ki recimo so Američani, ali pa imamo pač iz celega sveta. Potem je vedno en Slovenec na voljo, ki pomaga v primeru, da je potrebno pomagati, da se vsebine tudi potem v slovenskem jeziku predstavijo ponovno, če na predavanjih ni bilo dovolj razumljivo. Ja. Vam je angleščina? Se pravi, ja, to razumem. Urnik je pa potem tudi bolj tak, ko bi rekel, prilagojen izredno. Zelo smo prilagodljivi, imamo tudi študentje, ki so polno zaposleni in tako da poskrbimo, da imamo vse laboratorijske vaje in predavanja v popoldanskem času, tako da dejansko lahko ob službi tudi izvajajo. Tudi moramo pač tudi povedati iskreno, da so navadno majhne skupine, kar pomeni, da ni problema se uskladiti, tako da tudi včasih, če je potrebno, pa rečemo, ok, zdaj pa 14 dni pa ne gre nič, pa bomo potem bolj intenzivno delali naslednje 14 dni, da se individualno z vsakim profesorjem dogovori, tako da smo prilagodljivi, v bistvu ta majhnost nam to omogoča, zatega, ker če ima zdaj pa 20 študentov, je to nemogoče, je pa tako, da magistrski študentje tega študijskega programa, čeprav niso zaposleni na Univerzi na Primorskem in pa na InnoRenew raziskovalnem inštitutu, ne vem, če ste kaj slišali zanj, katerega imamo, zdaj za 4 leta, ampak so nekako del nas. Spremljamo, ja. Spremljate. Se pravi, te študentje so del nas, so vključeni so vse komunikacije InnoRenew zaposlenih, na vse team buildinge, na vse piknike so povabljeni, vse projekte, ki jih na novo dobimo, so študentje tisti, ki vejo za njih, tako da dejansko so del nas. Tako da potem seveda tudi delo preko študenta omogočamo, tako da za tiste, ki niso zaposleni, seveda. Tako da. Ja, super, hvala. Kaj ste pa smem vprašati nazaj? Ne vem, se ni treba povedati, če ne želite, ampak na katerem študijskem programu ste pa zaključili? Lahko. Kaj ste zaključili? Lesarstvo, trenutno. Lesarstvo, visokošolski študijski program tukaj, biotehniški v Ljubljani. Saj sem vam že lani pisal, ne vem, če se kaj spomnite, maile na začetku študijskega leta,
spomnim. Sam pa nisem diplomiral v roku, no, da bi se že lani vpisal, tako da letos spet razmišljam. Kje pa ste? Si bom zdaj vzel kakšen mesec časa. Ja. Iz Ljubljane. Ja, se tudi to me pa zanima, predavanja so vsak dan, recimo? Ne, niso vsak dan, tako da v tednu, ne? Ja, niso vsak dan, tako da se pač dogovori, tudi pač izvajamo kdaj predavanja preko spleta, potem pa recimo, čisto odvisno, vsako leto je nekoliko drugače, če so študenti tisti, ki delajo, pa imajo pač potem kakšno težavo kak teden, potem vzamejo mogoče en dan dopusta, pa rečemo, da idemo danes intenzivno v laboratoriju delati, in tako da se zelo prilagodimo, to pač mi razumemo. Je tako, da imamo tudi študenta, ki je iz Ljubljane, pa je recimo nekje pol leta je imel stanovanje potem v Kopru in je živel v Kopru, potem pa, ko se je vse skupaj preselilo na splet, se je pa potem odločil, da pa 2-krat na teden, da se pa raje pripelje iz Ljubljane, ker mu je to pač cenovno ugodnejše in tako. Ampak je pa zadeva takšna, da pač vsak študent vedno je vprašan, dajte čim več deliti z nami vaše težave in želje, bomo poskušali se prilagoditi. Tako da ni zdaj, da se sami sebi prepuščeni, ampak dejansko, da se skupaj poskušamo prilagoditi. Ja, ker jaz sem tudi zaenkrat gledal bolj v to smer, da bi se vozil, nisem nameraval gledati za bivališče na obali, ampak popolnoma izvedljivo. Tudi tako je, da na Univerzi na Primorskem je kar nekaj zaposlenih, ki se vozi iz Ljubljane, tako da imamo tudi v okviru InnoRenewja imamo posebni komunikacijski kanal za dogovor, kdo vozi kdaj in kdaj kdo gre, tako da se tudi malo šera in seveda so to takoj vključeni potem in da ni problema, se to potem vključiti. Tako da je to popolnoma izvedljivo. Ja, pri komu ste pa diplomo naredili, če smemo vprašati? Ja, še pišem. Mislim, letos sem zdaj zaključujem z diplomo. Ampak pri gospodu Kropivšku, če ga poznate, prav bolj ekonomsko usmerjena diploma. Ja, seveda poznam. Na ekonomskih temah. Ja. Seveda poznam, tako da tudi pri nas malo, sam študijski program mogoče nima toliko poudarka na tem, je pa seveda možno oziroma metodologije, ki jih morda uporabljate zdaj v diplomski nalogi, jih lahko uporabite potem tudi recimo, ne da gledate ekonomske kazalnike, ampak mogoče bolj družbene, se pravi razne ankete, intervjuje, fokusne skupine z bodočimi uporabniki določenega pač recimo okolja, tako da brez dvoma so to vsebine, ki jih tudi nekaj je, tudi te vrednostne verige lesa seveda vključujejo tudi te tematike, tako da pa seveda pa vsakdo nekako potem... To sem kar, v bistvu sej ravno iz tega pišem diplomsko nalogo iz vrednostnih verig lesa. No, super, pa imate en izpit že narejen praktično v prvem letniku. Verjetno, ker to zdaj kar dobro poznam. Nekaj en predmet je obvezni predmet v prvem letniku, so vrednostne verige lesa, zato pravim. Tako da, ja, super. Sem pogledal, da je. Imate še kako vprašanje? Zaenkrat ne, mogoče se bom še kaj spomnil. Ja, saj mi lahko pišete. Mi lahko pišete, tako da ni problema. Jaz upam, tudi če bi želeli s kakim od študentov biti v navezi, lahko tudi kakšen kontakt posredujemo, tako da se z njimi pogovorite, da vam povejo, kako je pri nas, tako da mogoče tudi to lažje, tako da lahko posredujemo te naše študente, tako da so pa pač iz celega sveta nekako združujemo ljudi, tako da
Vse letos je bilo verjetno vse bolj nadaljavo, ne, letos. Ja, je bilo večino nadaljavo, ampak smo pa tudi, no, ker je bilo možno se testirati, pa potem izvajati, imamo tako majhne skupine, no, pa to delo preko študenta so vseeno se izvajala, ne, ker ni bilo pač v nekih skupinah velikih, ne, tako da to smo uspeli nekako premostiti to leto, no, jaz upam, da študentje nimajo občutka, da so kakorkoli prikrajšani zaradi tega, no, ker smo imeli malo drugačno izvedbo. Če ni dodatnih vprašanj, bi se jaz zahvalila vsem prisotnim pravzaprav, Petru, ker si vzel čas za priti na našo predstavitev, in hkrati Andreji, ker je predstavila program. Pa če se slučajno porodi še kakšno vprašanje, pa kot je že bilo povedano, ali na te splošne maile, na referat, na promo mail, na študentski svet, neposredno na koordinatorco, tako da smo vsi odprti za vprašanja in za pogovor. Tako da, če se karkoli pojavi, no, smo na voljo. Super, ja. Hvala vam za predstavitev. Lahko pa ob 6 se pridružite angleški verziji, da vidite, če bo isto povedal Met. Ja, se prijavil sem se na obe, ne? Zdaj ne vem, ob 6, tudi še naprej predstavitev, ker sem se z namenom prijavil, da vidim direkt neke razlike. Ja, jaz sem se... Če ste rekli, da se na koncu vse združi, ne? Ja, ampak vseeno mogoče, ne, Met je tisti, ki bo predstavil v angleščini, tako da mogoče tudi za njega imate lahko pač kako vprašanja, ne, kako je. Jaz upam, da vas ta angleščina ne prestraši, no, z tega, ker se mi zdi, da je prav. No. Sem bil na eni izmenjavi polletni, tako da načeloma ne bi smeli biti problema. No super, kje pa ste bili? Francija, ESB, École Supérieure du Bois, če poznate, v Nantu. Ja, seveda poznam. Pri Marku Earlu ste bili, ne? Tako je, on me sicer ni učil, ampak poznam, da ima plošče čez, mislim, da plošče kompozita, ne. No, tako da to pa sploh ni več. Pa sem pa tudi prakso v bistvu delal za ta ni. No, mislim, ne bi smel biti problem. No. Bi mogoče bilo zelo zanimivo poslušati kakšne tuje predavatelje. Ja, v bistvu kar nekaj jih je native speakerjev, no, tako da so Američani, ne, tako da dejansko je pač ni polomljena angleščina, ne. No, par predmetov imam tudi jaz, tako da je malo v narečni angleščini, ampak glavno, da hecam se. Ja, v slovenski, ja. Tako je, ampak ne, pač sem vesela, no, da je tako, da imate tudi mednarodno izkušnjo, ker gotovo mislim, da ste potem pravi zahnam, no, če vam je to tudi, da vam je želja iti tudi kaj v svet, ne, tudi že v času študija, pa brez dvoma, kar priteknem. Super, ja. Ja. Okay. Taja, zdaj ti si šefica, moraš povedati, če moramo še kaj povedati. Jaz mislim, da je bilo povedano že ogromno. Tako da, ne vem, razen če se bo še kakšno vprašanje odprlo v teh minutah. Jaz mislim, da sem vse zvedel, hvala. Okay. No, me veseli. Za danes. Ja, če pa kar po mailu, no, pa tudi en mail mi dajte, pa vam bom dala v odgovor, potem pa tele naše študente, pa je lahko z njimi se še na kakšnem pivu dobite, da vam povejo, kako je biti študent Famnita našega programa. Super, ja, ali kar v chat napišem mail, ste rekli. Dajte mi, ja, če bo Taja mi pol mail preposlala. Lahko mi mail napišete, ali pa če mi mail pošljete. No, se imam tudi vašega. Ja, tako. Ja, bom.
Ok, no, super. Super, hvala. Hvala vam.